Evo, to je bila njegova soba. Sicer je bila malo bolj pospravljena, kot je zdaj. Na Milana pomislim, to je res tak veselje do življenja, do dela. Milan je bil dolgoletni predstojnik Centra za ustne bolezni in parodontologijo, tako da potem sem jaz probal nadaljevati njegovo delo. Ko je vstopil v prostor, si vedel, da je v prostoru. To mogoče največ pove. Hvala, da ste prišli. Ob tako lepem vremenu sem rekel, koliko jih pa je rekla, prostora samo za 35 oseb. Prijavilo se jih je 70. To imel tak način komunikacije prijateljski. Mojem lih na ta način je dosegel, da je stisnil iz nas, ki smo pri njemu delali čim več. Evo, tle smo bila pa v Dublinu, dobre volje, kot vedno. Me še vedno vzor velikim, ki delamo tukaj. V resnici se nahajamo v prostoru, kamor je profesor Milan Petelin prišel kot mlad zobozdravnik, bil vedno skromen. Nikoli se sam ni potiskal naprej, kljub temu, da je delal kvalitetno tako na kliničnem kot na raziskovalnem področju. Je predvsem velik človek in iz tega se mi zdi izhaja potem tudi, da je dober zdravnik. On je zelo umirjen človek, se mi zdi je pomerjen sam s sabo, je pomerjen s svetom in oddaja eno pozitivno energijo. Kljub tej bolezni, nikoli ni po jambru tudi. Jaz se mi zdi sprejel to bolezen in raste s to boleznijo. Evo, to je pa od očeta stol, ki je presedel na stomi kar nekaj časa, pa ga je pa prinesel plac, da se je energija, tista pridna, ki jo je tam, prenesla še v plac. Predvsem zdaj vidim, ko je pač zbolel oče, kakšen borce. Borc, predvsem borc. Zelo veliko je posvečal energije svoji profesionalni poti, ampak nikoli nisem imel občutka, da manjka. Takrat, ko je bil on z nami, je bil z nami 100%. To je ta odgovornost, se mi zdi, do življenja kot taka. Profesor Petelina se spomnim kot mladega zobozdravnika, ko sem bil jaz še študent. In takrat sem začutil, da ima res smisel za pedagoški poklic. Še vedno srečamo sem pa tja nekoga, ki mu je oče zobe popravljal, ne vem, to je zdaj 35 let, 40 let nazaj. In še vedno, vi ste sin od dr. Petelina. Veste, da vam je še vedno tisto plombico takrat, ki mi je naredil in še vedno drži. Imel je čudežno roko. Ko je pod njegovim mentorstvom končalo specializacijo 7 parodontologov in vsi od teh se še danes s hvaležnostjo, z veseljem spominjajo časov, ko so bili na specializaciji in profesorja pogrešajo. Pogrešajo njegov smisel za humor in odprtost in lahkost podajanja znanja. To je nekaj, kar mu največ pomeni. Vem, da ko je šel uradno v pokoj, ga je kar nekaj študentov kontaktirali in se mu zahvalili za njegov prispevek k njihovi karieri in tega je bil najbolj vesel. Evo, tlele pa po moje v najboljših rokerskih letih. Ega, kakšen zobozdravnik gospod. On je bil zelo strasten zobozdravnik, pa predvsem predavatelj pol. In smo ga v bistvu mogli zvleči, ker smo rabili bobnarja. Enkrat smo celo igrali, me je George spomnil zdajle na brucovanju, v cirkusu. In tisti špil je bil res the best. On je bil pa že prej strasten rocker. So imeli prvi band tam 69. oziroma prej že. In smo ga zvlekli in se je kupil bobne, točno tele, začel učiti na novo in smo bobnali kot norci. Ega oče. Smo igrali enkrat za 8. marec v ženskem zaporu. To ne vem, če je še kdo drug kdaj igral, ampak je bilo takrat res posebna izkušnja. Solid bobner, dober je ritem tolko. Je bilo pa tako zelo matematično pa natančno. Ni spaljiv, ne takta, ne udarca. Hvala.
absolutno mu zelo velik pomen. Vem iz prve roke, ko smo mu sporočili za to nagrado, je bil zelo vesel. Da največ mu pri tem pomeni glih to, da so se njegovi kolegi spomnili nanga in njegovega dela. Kdaj ga obiščem, se s kolesom pelem, vidim, da je ta prav borc, da se nada, da je veliko življenja v njemu, tako kot je bilo vedno. Da je res velik človek. No. Na misel mi pride zdaj tale Pavčkova pesem, ko hodiš, pojdi vedno do konca. On je tak. In da upam, da še lahko naredi tisto, kar mi dva zmoreva, edina, kar pomeni, da skleplje koso. On bo razumel. Milan, čestitam, ostani tak, kot si naprej, bori se naprej, mi smo s tabo. Očka, ponosen sem nate, car si, gremo naprej. Milan Drse, pa čestitamo ti za tole nagrado. Ostan trden kot skala. Koksi smo s tabo. Thank you.